Lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja, tukaj sem za kamero in jaz v bistvu berem tarot karte. Zdaj, jaz sem te vpoglede že delala v preteklosti, tisti, ki me že dlje časa spremljate, to tudi veste, ampak sem jih potem kar od enkrat nehala delati. In to z nekim razlogom. S kakšnim razlogom bom mogoče povedala kdaj v prihodnosti, bom razložila malček, zakaj sem se umaknila in v bistvu, kaj sem vse v tem obdobju spoznala o tarot kartah in kaj tarot karte sploh v resnici so. Zdaj, jaz sem zdaj pred kratkim dobila novo idejo, kako bi jaz lahko te tarot vpoglede pripravljala. Lani sem jih pripravljala po horoskopskih znamenjih, kar se ni šlo glih najboljše. In zdaj pa sem v tem obdobju sem se v bistvu ful naučila predvsem o energijah in kako brati pravzaprav energije. Tarot karte v bistvu jaz uporabljam zgolj zato, da na nek način lažje dostopam do teh informacij, da lažje energije, ki jih občutim, pretvorim v besede. Torej, na nek način mi naključja oziroma življenje oziroma energije mi pomagajo poiskati take karte, ki mi na nek čim bolj enostaven način pomagajo opisati, kaj se trenutno dogaja okoli nas. In evo, zdaj tak malček daljši uvod za začetek. Zdaj pa, torej, kako bomo začeli te vpoglede? Začeli jo bomo z novo luno, ki se začne 2. marca ob 18:35. Zdaj, ta vpogled je brezčasen, tako da če naletiš na ta vpogled kadarkoli v letu, tudi čez 2-3 leta, če te pritegne naslov ali pa če te karkoli na tem posnetku pritegne, ti je namenjen. Mogoče notri samo eno sporočilo, ki je zate, mogoče bo cela napoved zate. Pač pomembno je, da veš, da se energije vedno obračajo. Energije so ciklične in se vedno vrtijo, vedno pridejo nazaj. To je v bistvu kot lunina mena, pač luna se vedno vrti, je prazna, polna in tako naprej, ne? In tako je isto z energijami. Tako da kadarkoli naletiš na ta videoposnetek, če te pritegne naslov, če te pritegne slika, če te karkoli na tem videoposnetku pritegne, si ga poglej, ker je verjetno v njem sporočilo tudi zate. Tukaj bi še povedala, da so to splošne napovedi, namenjene so širši množici, zato si je treba te pomene interpretirati po lastni presoji. Tisti nasveti, ki jih začutiš v sebi, da so namenjeni tebi, jih sprejmi, vse ostalo ignoriraj. Pač moraš se zavedati, da nekatere stvari niso namenjene tebi, zato ker tukaj beremo energije za dosti ljudi. Vsi ljudje se soočajo z energijami na različne načine in vsi ljudje imajo, pač pri vseh ljudeh se te energije drugače odražajo. Recimo, če je nek problem, ima lahko nekdo problem v nekem ljubezenskem odnosu, nekdo ima lahko problem s šefom, nekdo ima lahko problem s kariero, nekdo ima lahko problem s svojim psom. Se pravi, vedno je v bistvu pri vseh nekako se odražajo energije na isti način, ampak pri vsakemu nekako, mislim, pri vseh ljudeh, vsi ljudje občutijo iste energije, ampak pri vsakemu človeku se te energije odražajo na različen način. Ok, zdaj luna, ki bo začela 2. marca 2022 v znamenju Rib in evo, kot osrednjo karto te lune, torej tukaj, jaz sem karte že pomešala in na spodnjem kupu pogledam vedno, kaj se trenutno dogaja v energijah, kje smo zdaj v tem trenutku. In tukaj imamo 10 kelihov, ki je taka v bistvu romantična karta. Ta par tukaj leži na tej mavrici nekako, vse je tako pravljično, kot da bi bili na nekem dopustu. In to v bistvu te energije govorijo, da imamo trenutno zdaj vsi nekako neke sanje, neke želje za prihodnost. Dobili smo v začetku leta smo dobili dosti novih idej, dosti novega znanja, dosti novih izkušenj, ki so nas nekako pripeljali do tega, da smo si ustvarili neko lepo sliko naše prihodnosti. Nekako smo našli neko novo pot, neke nove želje in smo dobili tudi motivacijo, da bi temu nekako sledili. Evo, 4 novcev tukaj nakazuje, da se marsikdo na to pot že odpravil, ampak zdaj tukaj jaz čutim drugačne energije, ne? Ker če pogledamo, tukaj imamo nek par, družino, skupaj se objemata, ne? Tukaj pa tale gospodična tako nonšalantno vzame svoje stvari in gre proč, ne. In ta karta nakazuje, da tudi marsikdo je mogoče že naredil nek korak ali pa še bo, ko v bistvu na nek način se
se odpraviš proti tem sanjam, pustiš nekaj starega, pač neko mesto je tukaj, ne, oni so zdaj tle na dopustu, so šli na morje, ne, pustiš nekaj stabilnega, nekaj, kar recimo to lahko predstavlja nek stabilen odnos, lahko predstavlja neko stabilno službo, pač to nekako pustiš preteklosti, pobereš tisto, kar je tvoje, se pravi, vzameš te izkušnje, te sanje, pospraviš v torbico in greš naproti njim. Se pravi, dosti ljudi je že naredilo ta korak. Seveda, kot še enkrat bi omenila, da to ni za vse nekaj ful drastičnega, to ni nujno, da je za vse, da pustijo dejansko službo, da dejansko pustijo nek odnos. To so energije, se pravi, na energetskem nivoju smo že naredili ta odklop. Torej, marsikdo je že nekako prišel do spoznanja, da mogoče bi to službo rad zaključil, ali pa nek odnos, ali pa neko situacijo, v kateri se je znajdu. In tukaj imamo zdaj cesarja. Torej, cesar tukaj se mi zdi, kot da v bistvu ta ženska nekako zapušča to neko stabilnost, ampak tle imamo neko osebo, nekdo, ki čaka z neko ponudbo. In zdi se, kot da nekako marsikoga tukaj, ok, zdaj razumem, moj bog, zdaj mi je jasno, ja, kaj te karte govorijo. Ok, to je v bistvu nekako pravljica, neka iluzija, neke želje. In ta cesar je pa v bistvu vladar. In on je vladar tega mesta, ne. Se pravi, tukaj energetsko se bomo že začeli odmikati od neke stabilnosti. In to bo nekdo, ki nas tukaj, recimo lahko je to šef, lahko je to naš partner, lahko je to nekdo, ki je v situaciji močnejši, kot smo mi. Se pravi, nekdo, ki ima vse pod kontrolo, nekdo, ki je nekako nad nami, bo to energetsko začutil. Se pravi, naš odmik bo začutil in tukaj prihaja ena ponudba. Ta gospodič tukaj, lahko je to tudi ženska seveda, to je nekdo, ki operira v glavnem iz moške energije. Se pravi, ful je usmerjen k vodstvu, k razvoju, strukturi, planom in tako naprej. Bo ponudil ponudbo, da ostaneš tukaj. Ojoj, hudič, evo. In to je v bistvu en način manipulacije, kontrole. Torej, tale šef ali pa ne vem, karkoli, kamorkoli se umikaš od neke situacije, to je lahko tudi v bistvu starš, če si v neki taki družini, ki te ful kontrolira. Lahko je v bistvu tudi, ne vem, kakšen, pač pri vsakemu bo malo drugače. Se pravi, gre za neko osebo, ki te na nek način hoče obdržati v temu, da ti ostaneš tukaj, kjer si. In ta oseba bo prišla s ponudbo, zdaj to je lahko karkoli, recimo šef ti lahko ponudi povišico. In še slabše, tukaj se lahko zgodi, ker je hudič spodaj, se lahko zgodi, da ti obljubi povišico čez pol leta, ki pa se potem lahko zgodi ali pa se tudi ne zgodi. Potem recimo, kaj bi še lahko bil kakšen primer, ne vem, če si v nekem odnosu, ki je toksičen in ga želiš zapustiti, je recimo ta oseba, še posebej, če je narcis ali pa pač zelo egoistična oseba, ti lahko ponudi kot recimo, ne vem, se kar spomni in reče, jaz bi se rad poročila s tabo, ostani z mano, ful se bomo imeli lepo, ne. Se pravi, ti predstavi neko ponudbo, da bi te ohranil tukaj znotraj te cone udobja. In to se nekako zdaj dogaja. Dajmo zdaj pogledati, kaj prinaša tale naša polna luna v znamenju rib. Kraljica novcev. Ja, ta polna luna prinaša v bistvu samozavest. Da tista punca, ki smo imeli prej, ki je držala torbico v roki, da v bistvu pobere to nagrado, ampak jo izkoristi na svoj način. Evo, točno to sem videla. Ta luna nam bo torej pomagala, da to ponudbo, ki jo bomo mi dobili od neke osebe, ki nas hoče kontrolirati, ki nas hoče ohraniti znotraj neke stabilne cone oziroma da nas hoče ohraniti na mestu, to ponudbo bomo imeli možnost vzeti od te osebe, ampak jo izkoristiti na drugačen način. Zelo zanimivo. Ampak zdaj imamo tukaj še tole dvojko mečev spodaj, ne, ki lik ni najboljša karta, kar že nakazuje na neke probleme.
ampak nič hudega, bomo videli, kaj so te problemi. Zdaj bom jaz dala tele karte sem in poglejmo, poglejmo, kaj si ti v bistvu zdaj, kje smo zdaj v tem trenutku. Ja, evo, kraljica palic. Se pravi, tukaj imamo zdaj že dve kraljice, kar nakazuje, da bo ta luna vplivala predvsem na žensko energijo in na razvoj ženske energije v nas. To je, pač vsi imamo žensko energijo v sebi, tako ženske kot moški. In tukaj je videti, tale ima neko takole iskrico v roki, se pravi, to je ta neka ideja, tukaj je to so tista desetica kelihov, ki smo imeli na začetku, ko nekdo dobi idejo, ko ima neko željo, narediti slediti svojim sanjam, slediti svojemu uspehu naprej, ne. In tukaj smo nekako zdaj v tej fazi. Vse je bolj tukaj ful enih sveč, ne, vse je še dosti ovir je še okrog nas, ampak videti je, da energetsko že čutimo in se pomikamo proti nečemu lepšemu. Dajmo pogledati, kaj lahko postanemo, če bomo v bistvu šli s tokom lune, če bomo izkoristili vse njene potenciale. Ja, evo, ful zanimivo. Če bomo v bistvu izkoristili vse potenciale, ki nam jih bo ta luna prinesla, lahko postanemo na koncu lune tole. In ta ženska, to je vitez palic. Ta ženska je igriva, spontana, to je kot neka pubertetnica. Evo, glej, tukaj kadi cigareto in jo pusti na bobnu in ta boben kar gori, ampak njo briga, ona se smeje, ona se zabava, tle njen konj, ki je tudi videti zadovoljen. Ona je na neki zabavi, na neki žurki in uživa fantastično. Se pravi, na nek način ta luna nam bo pomagala prebuditi tega notranjega otroka, to notranjo radoživost v nas in da v bistvu izkoristimo vse potenciale sebi v prid. Vse ponudbe, da izkoristimo sebi v prid in da se ne pustimo v bistvu zapeljati ali pa zmanipulirati ali pa da nas nekdo z neko lažno ali pa navidezno ponudbo v bistvu ohranja na neki točki stagnacije. Tale punca je recimo v primerjavi s kraljico postane, na nek način se bomo pomladili, energetsko nas bo ta luna pomladila in ta kraljica ne bo več poglej to zvezdico, ampak bo kar naenkrat, jaz imam vse pod kontrolo, jaz uživam, jaz ustvarjam svojo glasbo in zdaj ali drugi plešejo okrog mene ali ne, mene sploh ne zanima, jaz uživam in se imam fantastično. Ok, da vidimo, s kakšnim izzivom oziroma kakšna ovira nas lahko čaka na tej poti, ker seveda ni vedno tako vse enostavno, ne, da vidimo. Ja. Karta moč. Definitivno bo izziv v tej luni, da pokažemo svojo drugo plat, svojo bojevito plat narave. Pač ta ženska tukaj ima tole ovčko in navzven deluje taka zelo nežna, ne, če pokrijemo tole stran, deluje taka nežna deklica v taki beli nežni oblekici, tukaj ima še srček gor, taka prijetna, nežna, sočutna, ampak v bistvu skriva pa tole v sebi, ne. Se pravi, na nek način bo naš izziv, da prebudimo to divjo plat v sebi, da prebudimo to moč in da v bistvu, da se ne pustimo zavajati, da se ne pustimo manipulirati, da vsako ponudbo, ki pride v naše življenje, v bistvu na nek način jo pogledamo iz več različnih perspektiv in iz nje potegnemo tisto najboljše, kar je možno. Ja. Ok, dajmo pogledati na svet za tole karto. Na svet za to našo situacijo. Štirka mečev. Štirka mečev je karta zdravljenja. Karta zdravljenja srčne čakre. In tukaj bo v bistvu na svet ta, da ne hitimo naprej in da v bistvu sploh zdaj ta ponudba, ki bo prišla na nek način, ne, ki jo bo nekdo predlagal, da v bistvu razmislimo o njej, da ne reagiramo impulzivno. Tale ženska tukaj, ona zna uporabljati svoj instinkt, ne, ker levi so
Levi so take živali, mislim, nasplošno vse živali, ful delujejo po instinktu, se pravi, kadar ta žival nekaj začuti, takrat naredi akcijo. In tukaj je v bistvu nasvet ta, da ja, to že je prav, da začutimo in da sledimo tem občutkom, ampak hkrati bomo nekako primorani tudi pozdraviti svoje srce, ker dokler ti nečesa ne pozdraviš, težko potem najdeš svojo moč. Se pravi, kadar te nekaj prizadene, si moraš vzeti čas, moraš vzeti si razmislek, zakaj te ta stvar prizadela. In potem tudi v tej situaciji najti moč, ki te potem pripelje do prave akcije. Okay, da vidimo izid, verjetni izid, če upoštevamo vse te nasvete in če upoštevamo če izkoristimo vse energije, ki nam jih Luna ponuja, kakšen nas čaka izid na koncu meseca, 10 palic. O moj bog, kakšna dobra karta. Če se spomnimo prej une punce, ki smo imeli s tisto torbico, ki je zapuščala mesto, evo, na koncu meseca se zna zgoditi, da bomo tukaj zapustili neko situacijo. Edino, kar mene moti pri tej karti, je, da ima ta punca en kup ene prtljage in to me malček mučine. To bo malček problem. To se bo zgodilo, če ne bomo počistili, če ne bomo pozdravili srca, če bomo jemali stare blokade, stare prepričanja s sabo. In to glih ni najboljše. Sploh, če pogledamo te karte gor, kakšne lepe živahne barve so tukaj, ne? Oranžna, roza, vijolična, zelena. Tukaj spode pa imamo bolj take medle barve, pa sploh ta karta, ta pa je sploh taka najbolj neka siva, obupna, ne? Kar ni glih najboljše, tukaj bomo mogli malček več posvetiti zdravljenju srčne čakre, ampak bomo to tekom meseca preko napovedi videli, kako se bo energija obnašala in v bistvu, ko bom začutila, da bo neke energije, ker moramo pokazati svojo moč ali pa kjer bomo nekako ranjeni, ker se bo pojavil naš notri ranjeni otrok, takrat bom v bistvu naredila kakšno tako napoved, da bomo tole lažje pozdravili. Torej, ta mesec bo ful pomembno zdravljenje našega srca. Ok, dajmo zdaj še pogledati s temi kartami, kaj nam govori vesolje, kaj recimo wow. Ok, te karte so zdaj poletele ven. Bom jih sam na hitro, ne, v bistvu ne bom, ker imamo lih vse, kar rabimo. Rabimo 3 karte. In ta je v bistvu nekako spodnja karta. Ojoj, evo, kaj imamo tukaj, hudiča. Spet je prišel hudič, torej, kam bi dali tole, evo, tukaj bom dala. Zdaj imamo tukaj 8 mečev, 9 mečev, imamo kolo usode in imamo 8 kelihov. 8 kelihov, kot vidite, je nekdo, ki nekaj zapušča. Se pravi, nekaj, kar je prazne kelihe, nekaj, kar te več ne osrečuje, zapustiš. Ampak problem je tole, ne, zaenkrat se počutimo omejeni, omejuje nas ta hudič, ne, tale oseba, ki nas bo hotela ohraniti na mestu. Evo, tukaj pa imamo še 10 mečev spodaj, se pravi, imamo 8, 9 in 10 mečev, ful mečev. To bo treba vse pozdraviti, to so te srčne bolečine, srčne rane. Občutek, da si ujet v neki situaciji, da ne moreš narediti premika, zato ker je nekdo močnejši od tebe, ampak to je vse lažno, ok, te vse omejitve so lažne. In tukaj nam bo v bistvu Luna pomagala to spremeniti. Ampak marsikdo se lahko tem spremembam ful upira. Preveč bo strahu pred neznanim, pred nekim novim obzorjem, novim situacijam v življenju. No, pač vsem tem spremembam. Dosti ljudi se zna v bistvu podrediti svojim strahovom, svojim dvomom. In to ti v bistvu lahko, mislim, to je to potem, ne, pol greš v bistvu z vso to prtljago naprej in ta prtljaga te samo ovira, namesto da bi se ti usedel gor na tega vola in pač greš lepo počasi naprej, ne, ta ima en kup ene prtljage, ki jo po možnosti sploh ne rabi. Ne, in to je nekako lekcija te Lune, da pozdravimo te pretekle travme, da pozdravimo ne vem, kakšne te bolečine, razočaranja in predvsem v bistvu negativne vzorce iz preteklosti. In to so te dvomi in strahovi, ki nas vedno ohranjajo na mestu. In če nam bo to uspelo narediti tekom te Lune, se zgodijo zelo velike spremembe, ki nam bojo pomagale, da zapustimo nekaj, kar nas več ne osrečuje in da gremo naprej proti nekemu novemu obzorju.
Wow, evo, jaz sem vedela, da bo ta luna zelo taka zanimiva in ja, tudi karte so to dokazale. Čaka nas še veliko dela, tako da jaz bom tekom tednov in dnevov in mesecev nekako bom videla, kako energije potujejo, kaj se dogaja, kaj se spreminja in bomo v bistvu sproti delali nove napovedi, nove vpoglede. Takoj pa, ko bo kaj novega na energetskem področju, se oglasim z novo napovedjo, zato ne pozabi se naročiti, lajkaj posnetek, če ti všeč, tako mi boš pomagal, da bomo ta kanal zgradili, da bo čim več ljudi prišlo do informacij, kako si izboljšati življenje. Zato, ker v resnici je tako, da izboljšanje življenja je dokaj enostavna stvar, ko enkrat veš, kako to delati. Ampak če ti tega nobeden ne pove, ne veš in potem se vedno zapleteš v te iste zanke, ne, in pol tako kot ima tale tukaj narisan ta simbol, se potem vedno vrtiš v eni in isti zanki. Namesto da bi preskočil level, greš v nov level in tam se soočaš z novimi preizkušnjami, novimi izzivi. Ok, to je to za današnjo napoved in se vidimo kaj kmalu. Čau, čau!